Če kdo misli, da bo s tem tekom dolgotrajnim dosegel želene rezultate in preoblikoval telo, tako si želi, se moti. Bom zdaj povedal, zakaj. Pa poglejmo, zakaj dejansko ni v redu. Pa zanima, zakaj ni v redu. Vse tek je v redu. Seveda, če tečemo z nekim namenom, da hočemo natrenirati za čim boljši maraton ali pa da treniramo zaradi tega, ker nas to veseli, super, nimam čisto nič proti in tudi vi ne rabite imeti, ampak večina ljudi se loti teka z enim ključnim problemom in to je, da želijo s tekom doseči preoblikovanje telesa do tiste postave, ki jo pač večina želi, to je, da imajo mišice in da imajo malo maščobe, ampak tek ni najboljša izbira za to. Pa poglejmo, zakaj ni najboljša izbira. Tukaj vidimo primer, ekstremno, ampak je primer šprinterja in enega maratonca. Med njima vidimo veliko razliko v telesni kompoziciji. Kot sem omenil, vsi ali pa večina želi doseči to, da ima mišice, da ima malo maščobe, ne pa da so totalno shirani. In zakaj se to zgodi? To se zgodi zaradi tega, ker v našem telesu imamo v osnovi dva tipa mišic, se pravi imamo hitra vlakna in počasna vlakna. In ena so majhna in vzdržljiva, druga so večja in manj vzdržljiva. Zato je odvisno od tega, kako jih treniramo, katera se bodo izoblikovala. In ker jaz vem, da si večina med vami želi doseči lepo izoblikovano telo, poglejmo, kaj za to treba narediti. Prvo in najpomembnejše je seveda dvigovanje uteži. Gremo na fitness, dvigujmo uteži in trenirajmo tako, kot so trenirali včasih, se pravi, moramo malo napumpati naše mišice, se s tem bomo dosegli to, da bodo mišice izčrpane in jih bomo stimulirali k rasti. Na kak način je najbolj enostavno? Recimo, da boste šli na fitness 3-krat tedensko, naredite tako, da vsakič zajamete celotno telo. Eno mišico, drugo mišico, tretjo mišico in osredotočite se na tiste večje mišične skupine, ne na detaljne in male mišice. Druga stvar, katero je zelo dobro vključiti v svoj plan, so visoko intenzivne aktivnosti, kot na primer šprinti. Šprinte lahko delate zunaj, noter, lahko delate tudi v vodi, recimo lahko greste plavati v bazen in delate kratke šprinte, se pravi šprinte v katerikoli obliki, lahko tudi v hrib. To pomeni štart, gas, akcija, full 10, 15 ali 20 sekund in počivate. Počivate recimo za začetek isto dolgo, koliko ste bili aktivni, recimo 20 sekund šprinta, 20 sekund pauze, 20 sekund šprinta, 20 sekund pauze in to ponovite 10-krat. S temi šprinti boste dosegli dolgotrajen učinek na izgubo maščobe. In tretja stvar, ki jo vključite, je pa zelo enostavna, to pa je hoja. Hoja, ki jo poznamo vsi, lahko je malo bolj intenzivna, za začetek pa bo dovolj tudi čisto navadna hoja, ki jo vključite res v vaš vsak dan. Za začetek naredite 6 km sprehoda vsakodnevno. Zelo pomembno pri tem je vsakodnevno, da je to vsakdanja rutina. In če boste vključili v vaš plan vse te 3 aktivnosti, kot smo povedali, vam zagotavljam, da boste dosegli izjemne rezultate. Ne smete pa pozabiti na prehrano, ki je zelo pomemben del pri tem. No, kako pomembna je zdrava prehrana in primerna prehrana, pri vsem tem smo govorili zadnjič v prejšnjem videu. In če ste ga mogoče spregledali, ga lahko pogledate zdaj, če kliknete tukaj. Mi bo pa zelo veliko pomenilo, če se tudi naročite na moj kanal tukaj. Tako da, se vidimo naslednjič, do takrat pa vam želim vse dobro. Lepo se imejte, adijo.